Dejstvo je, da ta trenutek na Ministrstvu za notranje zadeve vlada na nek način razsulo, vsaj kar se tiče vodenja uradnih evidenc. Ministrica pa, sodeč po zadnjem zaslišanju, pravzaprav sploh ne ve, kakšne dokumente pošilja v parlament. Po zadnjem zaslišanju ministrice nismo še prav nič bliže odgovorom. Ministrica si je najprej vzela veliko časa za podroben pregled dokumentacije, na katero smo dolgo časa čakali. Potem je z lastnoročnim podpisom pač jasno podpisala in poslala. Na zaslišanju pa vsebini pravzaprav ni vedela veliko oziroma ni želela povedati. Za njo se je proces reševanja problematike z izbrisanimi začel z njenim ministrovanjem. Obnaša se kot, da ne bi nasledila ne ljudi, ne dokumentacije, ne procesov ministrov pred njo. Kot da bi se čas z njo začel šteti na novo. Edino trditev ali pa mantro, ki smo jo na zaslišanju izvlekli iz nje, je, da zaupa strokovnim službam in da delo ministrov pred njo ne more komentirati. To je bilo vse, kar smo na zadnjem zaslišanju od nje izvedeli. Subjektivno odgovornost za vodenje ministrstva je v tem primeru potlačila globoko v podzavest. Pravi, da štetja opravljajo isti ljudje. Pozabi pa, da je iz mesta direktorata za upravne notranje zadeve odstranila strokovnjaka in na strokovno mesto namestila strankarskega kolega iz liberalne demokracije, ki pač ni uspel na zadnjih državnozborskih volitvah. Ker je ta oseba iz LDS, je seveda naravni strokovnjak za upravne zadeve. Število izbrisanih se pod tem vodstvom ministrstva spreminja za celih 38%. Po njihovih navedbah domnevno zaradi spremembe informacijskega sistema, čeprav je baza podatkov samo ena in samo en merodajen podatek za izračun. Si zamislite, da bi zaradi spremembe informacijskega sistema Ministrstva za notranje zadeve 38% polnoletnih ljudi čez noč pridobilo ali pa izgubilo vozniško dovoljenje. Ali pa, da bi zaradi spremembe informacijskega sistema, o katerem govori ministrica, 38% vozil čez noč potekla registracija. To je popolnoma enako, kot se zdaj dogaja s tako imenovanimi izbrisanimi. Ministrico pravzaprav sploh ne zanima, odkje dejansko ta razlika. Ali kot je ministrica izjavila na zadnjem zaslišanju, ko sem šel zelo podrobno preberati magnetogram zadnjega zaslišanja, me je presenetil naslednji stavek. Zdaj bom citiral, kar je povedala ministrica. Ja, ne razumem in je bilo že 100-krat pojasneno, da je to pač neka številka, ki je po odločitvi, da boste to vprašanje uredili, padla ven, tako kot pade recimo račun na blagajni, kjer ti seštejejo več artiklov in je na koncu nek račun. Včasih mi ni všeč, ker je previsok, ampak tako pač je. Konec citata. To je ministrica povedala na zadnjem zaslišanju. Jaz verjamem, da je ministrica navajena visokih računov in da na blagajno prinese več artiklov, kot je sprva nameravala, ker je to pač njen življenjski slog, ampak v to se ne bom spuščal. Nespametna in neresna obravnava človekovih pravic, upravičenih ali pa neupravičenih, pa bo z računom izstavljena nam, državljankam in državljanom. No in z današnjim zaslišanjem treh prič bomo bistveno globlje ugotavljali dejstva, zakaj so evidence na Ministrstvu za notranje zadeve tako neurejene. Zato sem na današnje zaslišanje povabil gospo Alenko Mesojedec-Prvinšek, bivšo vodjo sektorja za migracije na Direktoratu za migracije, gospo Alenko Pšeničnik iz Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve in pa gospoda Dušana Vučka, generalnega direktorja Direktorata za upravno notranje zadeve. Jaz računam, da se bomo danes resnično lahko posvetili vsebini
da bomo prišli korak naprej, da nam bo jasno pač prezentirano, kako in na kakšen način so se seštevali in odštevali tako imenovani izbrisani in da bomo na koncu prišli do tistih ključnih dejstev, zakaj je prišlo do spremembe kar 7000 izbrisanih.